Z ljudmi življenje lahko živite, množite srečo vsak dan ali razpolovite njihovo in svojo bolj. Ljudi, ki bi lahko preživeli že z nekaj kapljami vaše krvi, je vsak dan več. Pomagajte jim ohraniti življenje. Gospod Vid Močnik, ste zadovoljni z obiskom današnje terenske krvodajalske akcije v gasilskem domu v Kranju? Ja, moram reči, da smo kar zelo zadovoljni. Prišlo je že 149 krvodajalcev. Od tega je 7, ki jih je prišlo prvič. To je 5% in to je kar lep odziv tudi mladih. Čeprav so krvodajalske akcije kar pogosto, vsi pa si nekako želimo, da ne bi potrebovali krvi, da rajši damo. Ja, siguren, ampak vseeno je pa potreba po krvi v Sloveniji toliko velika, da je treba tam okrog 300 do 400 krvodajalcev na dan, da se pokrijejo te potrebe. Zato imamo toliko pogoste akcije, ker imamo zdaj recimo v Kranju še 5. februarja na Primskovem, 6. februarja v Šenčurju in 7. februarja v Preddvoru. Na splošno Kranjsko občinsko društvo Rdečega križa odlično deluje. Ja, kar. Moram se pohvaliti, da smo kar aktivni. Marjana, odločili ste se za humano dejanje darovati kri, kako to? Zmeraj se trudim, da naredim kaj dobrega za sočloveka in če lahko, super. Torej, to ne bo prvič? Ne bo prvič. Jaz sem po moje, zdaj ne vem, ne vidim, nimam očal gor, ne vidim, kolikrat sem že dala, glavnem veliko krat. Sem pa nekajkrat bila zavrnjena, ker sem imela premalo hemoglobina v krvi. Pa da nikoli ne bi potrebovali krvi drugih? Tako, ja, tako. Rajnega dam, da bi prejela v drugih. Nič, to pomeni tradicijo, tisto, kar so me v mladih letih naučili. Letos je to že 39. dan kri in tako bo tudi v toče. Je fino, ko je takšna terenska krvodajalska akcija? Za mene je zelo ugodno, zato ker sem v neposredni bližini doma, pa se ni treba niti peljati in nič. Skratka, lahko mirne duše prideš, oddaš in greš. Iskrena hvala za plemenito dejanje, saj boste svojo krvjo marsikomu vrnili zdravje ali celo rešili življenje.